No, živijo, še enkrat. Evo, včeraj sem obljubila, da bom danes povedala, kaj bo v bistvu oprema varnostnikov na protestu. Tako da to je to. Jaz mislim, da pri vsaki bajti, pa v vsakem stanovanju imate štil od kakšnega orodja. Sej lopato lahko odmontirate ali pa krempa, karkoli imate gor, lahko odmontirate, ti spustite doma. Lopate lahko date v prtljažnik v avtu, ker če slučajno po poti domov vam zapade sneg, boste lahko še s potama doma sneg skidali, ko pridete domov. Ampak to bo v bistvu oprema varnostnikov na protestu. S to opremo bomo mi pokazali, da smo sposobni biti oblastniki v svoji državi. Da smo se sposobni vzeti nazaj oblast. Ta protest bo predvsem protest ljubezni, svobode, miru, zdravja in varnosti ter svetlobe. Ker ta politika, ki jo imamo mi zdaj v naši državi, je čista tema. Zdaj, ti štili, varnostniki ne bojo imeli teh štilov v rokah zato, da bi kogarkoli tepli. Mi bomo preprečili, da bi še kdorkoli tepil slovensko ljudstvo. Te štili bojo simbolični. Ti štili predstavljajo slovensko državo in slovensko zastavo. Zdaj imate vsi otroke doma. Otroci vam lahko porišajo te štile, gor naj vam narišajo slovensko zastavo. Jaz sem že naredila, kako naj bi to približno izgledalo. Jaz bom na svojem štilu nosila zastavo slovenskega naroda. Mož bo nosil pa zastavo Republike Slovenije. Zdaj, v čem je razlika? Razlika je samo v tem, da zastava Republike Slovenije ima grb, zastava slovenskega naroda pa nima grba. In je seveda identična ruski, ampak to nima veze. To je zastava slovenskega naroda. To je samo tako v poduks, potom tisti, ki tega niste vedeli. Varnostniki bodo imeli na drugem koncu štila še rdeč trakec, da se bo točno vedel, kdo je varnostnik. Vsi ostali udeleženci protesta imejte pa ravno tako štile, ker to je v bistvu stopenca na protest, vi pa pač ne rabite imeti na tem koncu rdečega trakca, ampak se dajte gor narediti samo zastavo Slovenije oziroma slovenskega naroda. Pa še enkrat, da bo jasno vsem, to ni kov, to je samo kot zastava, kot simbol slovenskega naroda in slovenske države, ki jo bomo seveda ponosno dvigali na protestu in s tem pokazali, da jo cenimo in spoštujemo in želimo obdržati. Protest bomo speljali zelo kratkem v teh dnevih. Seveda je pa vse odvisno od vas. Danes sem bila na terenu, imela sem veliko telefonov, po telefonu sem jih prijavila nekje okrog 7 novih varnostnikov, mailov še nisem uspela pregledati, tako da verjamem, da je tega še več. In bomo tudi javili točno številko, koliko je zdaj varnostnikov. Zaenkrat s temi 7 jih je 113, pa bom pa videla, koliko jih bo na koncu že. Ampak seveda, vse je odvisno od vas, ta zadeva ne more biti odvisna od mene. Vidim, da je veliko interesa pri ljudeh, da se naredi konkreten protest. Zdaj pa istočasno bom še povabila, da se nam pridružijo vsi upokojeni policisti, upokojeni vojaki, razni tudi upokojeni varnostniki. Gasilci so tukaj zato, da gasijo požare, ne pomagajo tudi pogasiti požar v državi, oziroma ker mi imamo dejansko problem s požarom v celotni državi, s politično korupcijo, ki se širi kot požar. Vabim tudi vse ostale, ki mogoče še niste razmišljali, da se odločite, da boste tudi prišli na ta protest. Zato pač pozivam oziroma predlagam, da vsi čim več povabite svoje prijatelje, znance, ne všečkajo stran maske dol, ker bomo s tem videli, kje smo. Ker jaz ne mislim je to Ljubljano na protest, na sprehod. Tudi ne bom šla afne guncat. In pozivam tudi vse tiste, ki imate še vedno plašnice na očih. Pridite zraven na protest. Ker v bistvu zaradi vas nosimo maske, ki pravite, da vas politika ne tiče, ampak poglejte, kaj se dogaja. Beovićeva je postala predsednica zdravniške zbornice, bo izvajala represijo nad stroko nad zdravniki. Janša je zdaj postal poleg vsega še zdravstveni minister, ampak oni še vedno nimajo dokazov o virusu. Beovićeva je sama večkrat povedala, da dokazov o virusu nimajo, da PCR test ni zanesljiv in da nimajo osnove, na podlagi katere imamo mi ukrepe in epidemijo. Mediji že pišejo, da se po novem letu verjetno šole ne bojo odprle. Gostinci, vi ne boste delali še najmanj pol leta, če ne več, če vam bodo sploh še kdaj dovolili odpreti gostilne. Vsi ostali ne boste delali, ker ne bojo obstil, da delati. Edina stvar, da pokažemo oziroma da poveste, da želite, da te agonije do konc,
je, da vsi skupaj pridemo na protest in jim to povemo in od njih zahtevamo tisto, kar sem že zadnjič govorila. Da vsi odstopijo, da policija vse spravi v pripor, od koder bojo dokazovali, če je kdo še nedolžen. Od tožilstva pa pričakujemo, da začnejo kar pisati priporne naloge. V glavnem, epidemijo imamo, virusa nimajo, PCR test je dokazano prevara in vi ste še vedno zaprti. Jaz nisem zaprta, jaz grem, kaj je treba, kamor se spomnim grem. S tem, da nobenega nikjer ne ogrožam, da bi se lahko zaradi mene počutil ogroženega, ker pač tega ne delam, ampak še skozi mi butasto, da ste vsi vi zaprti. In v bistvu vsi tisti, ki nosite masko, tudi na prostem, v megli, v slabem vremenu ali pa kakorkoli, vi širite epidemijo. Nosite masko, pa se niti ne vprašate, ne, zakaj nosite masko, ampak jo verjetno nosite zato, da nosite plačali kazen. In s tem podaljšujete to agonijo. Pa jo kar nosite še naprej. Jaz nobenemu ne bom rekla, da da masko dol, naj jo ne nosi. Da pa je nekdo rekel, da zaradi mene kazen plačal. Ne, nosite jo. Jaz prevzemam odgovornost zase. Vsak človek mora pa prevzeti tudi odgovornost zase. Vem pa, da nisem in ne bom suženj. In vem to, da v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Da imamo mi pravico se boriti za svojo svobodo. Ker te nam nima pravice vzeti nihče, ampak zato moramo postopati skupaj. Ker svobode nam ne bo podaril nihče, vzeti si jo moramo sami. Pa še enkrat vsem tistim, ki mislite, da se Anica Vidar grebe za položaj. Anica Vidar dobro ve, da ni sposobna za predsednico vlade, niti za ministra. Na takih položajih morajo biti sposobni menedžerji, ne razni rjavci pa kul, pa zdaj bojo kar vsi neki ministri spet na novo. Zdaj, ko sem malo brala tele stvari, pa spremljam, bo Šarec igral dobrega vojaka Švejka. V glavnem, končajmo to zadevo, časa ni več za igrice. No, zdaj sem pa dolžna še eno opravičilo. Dobila sem sporočilo gospoda Stevanovskega, ki mi je napisal. Mislim, da je bil to komentar na moj včerajšnji posnetek, ker sem ga malo na hitro ven stresla, pa pač jaz ne razmišljam vedno čisto vse, komu kaj rečem. Sem pač skribal doma, pa nisem pomislila na to napako, ampak se dejansko resnično opravičujem. Gospod je pa napisal, jaz bi prijazno prosil gospa Vidar, da se ne žali filozofske fakultete oziroma da se ne generalizira, saj smo med njimi mnogi, ki se zelo konstruktivno in državno zvorno obnašamo v teh čudnih časih. Jaz vem, da so tudi filozofi, državotvorni ljudje, da znajo razumno, lucidno razmišljati in seveda rabimo tudi njihovo pomoč in jih absolutno vse vabim, da se nam pridružijo na protestih in da imajo sabo štile in da malo filozofirajo. Predvsem vem, da se je zelo močno boril tudi gospod Boris A. Novak, ki je bil glasen in opozarja na probleme v družbi, pa tudi nekateri ostali. Gospod je še napisano, prosim za javno opravičilo, pa ne vzemite narobe, še zdaleč nisem desničar, ampak zgolj podpornik aktualnega protipolitikanstva, ki nas v teh čudnih časih močno ogroža. Ja, no, tudi jaz nisem levičarka, niti nisem desničarka, zato nehajmo že s temi delitvami, jaz sem samo človek, tako kot vsi ostali, zato se vidimo na protestu, štili, da bomo ponosno dvigali v zrak slovensko zastavo. Hvala.